Vse ne vem, kaj bo ratal. Tukaj sem, če malo na enem pomolu, mrljenje v ozadju, vrnem sliko, Barotulj, tale pomol. A se kaj vidi? Nekaj se vidi. S sabo imam knjigo Koordinacija intime, pa neke zapiske sem delal na to temo. Namreč jaz sem lansko leto tudi na Barotulju, v Barotulju, na morju, na Pašmanu, napisal knjigo Razočarana oziroma Razočarane gospodinje pri seksologu. Moje klinične primere, seksualno konotirane, 20-letna klinična praksa in jaz se zelo spoznam na temo, o kateri je vehementno pisal Žižek, celo klitoris je narisal, oblika vagine. Zato sem kompetentno kritičen do tega, kar tle not piše. Zdaj kaj? To je zbirka esejev, ki jih je Slavoj Žižek pisal na temo kultnih filmov. Zdaj, kaj je to kultni film, je težko reči, ker to je stvar subjektivne presoje. Hitchcockovi filmi svoj čas so bili kultni za tisti čas. Če grem pa jaz zdaj gledati s tem znanjem, freudovskim, psihoanalitičnim, bi pa rekel, da niso bili tako dobri. Za moj okus. Poudarjam, za moj okus. Ker to je stvar okusa, kateri film je dober. Zame je dober film Matrika, predvsem prvi del. Tudi kakšni filmi, ki jih Žižek omenja, so zame dobri. Recimo Crying Game, Igra solz, čeprav bi jokajoče igre bi jaz prevajal, ne pa Igra solz, čeprav point je zadržan, ki ga Žižek tudi tukaj omenja. Tale knjiga, zbirka esejev, se dotika tudi nekih knjig, enih romanov. Zdaj, suma summarum, Žižek se izpostavlja kot ideolog anarholiberalnih trendov na levici. Se pravi, on spodbija tradicionalno družino, vpeljuje queer seksualnost, se pravi neheteroseksualno seksualnost kot nekaj običajnega, ne pa kot neka patologija, to, kar jaz delam v svojih knjigah. 3 knjige na to temo sem napisal. O spolu 2011, Prvi spol 2019, pa Razočarane gospodinje pri seksologu lansko leto 2025. Ravno tukaj, točno tukaj sem jo finaliziral, Razočarane gospodinje pri seksologu. Ko pa jaz zdaj pa to berem, tole afnanje, ki ni nič drugega kot preko neko ideološko natolcevanje, izpostavlja se kot podpornik feminizma, je profeminističen, jaz sem pa antifeminističen. On je anarholiberalen, jaz sem pa konzervativen, tradicionalen, oziroma nisem vezan na neko krščansko ideologijo, ampak na psihoanalizo. Žižek je pa tudi psihoanalitik, tako rekoč zaslovel je po svetu kot psihoanalitik. Vsi so mislili, da je nek licencirani psihoanalitik, v resnici je pa filozof, lakanovec, psihoanalitični lakanovec, kar je čisto nekaj drugega kot freudovec. To, kar sem jaz, pa tudi jaz nisem, sploh pa ne v terapevtskem smislu, freudovec, ker delam psihoterapevtsko popolnoma drugače. Zdaj ni čudno, da se Žižek sklicuje na neke filme, ki zagovarjajo tako rekoč queer seksualnost, se pravi čudaško seksualnost, ki ni heteronormalna, ampak je homoseksualna oziroma tudi transseksualnost.
Tlele je eno poglavje, stran 35. Kaj je to normalna družina? Vprašaj. In potem se sklicuje na nekega grškega režiserja oziroma filmarja, ki je posnel nek nizko proračunski film. Tako kot vedno, Žižek najde take filme, ki so kultni zato, ker so tako čudaški. 1 proti milijon ali pa 1 proti 10 milijonov bi se zgodilo takšnih primerov kot muha mi smeta. Takšnih primerov, ki jih on najde v teh filmih. Od Crying Game, pa tiste Žane, jo bom omenjal, ali pa tlele tega Grka, ki je našel, oziroma ne da je našel primer po resničnih dogodkih. Skreiral je ne znanstveno fantastiko, ampak neko queer fantastiko. Ja,